The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Bum bam, evo jaz dopustnik nazaj, se upravičujem, včeraj bi mogel priti podcast ven, tako da pride danes tik pred kronometrom na turu, tako da danes je z mano zopet Petra, tako da Petra, kaj si ti kaj počela ta vikend, razen navijala? Ja, ta vikend smo mi kolesarili z letapom, smo imeli spet klele en dogodek, to si tudi še ti bil na njemu, a ne? To si še vzel čas, preden si šel na en kratek dopustek in smo se imeli prav fajn, z nami je bil tudi Jure Košir, tako da nas je bilo zelo veliko, naredili smo lepe skupine, meni je bilo ful dobro, res taka lepa, tudi trasa je bila lepa, kle na Dolenjsk smo šli na Krko, tisti, ki so si želeli malo več kilometrov pa višincev so še na Polžev šli, tako da meni je bilo ful dobro. Kaj pa tebi? Meni je bilo top, Simono pa Juretom sem malo poklepetal, oba dva sta bila ful prijetna, v živo v bistvu še dosti bolj, ker sem jo tako bil navajen, tako da meni je bilo top, no. Simona itak je z unga konca tudi doma je rekla, da se skozi vostam, je upala, da bomo šli v kjer drugo smer, Ja. pa smo šli pa direkt tja, kjer se voz, tako da, ampak ja, se mi zdi, da nasplošno je bil pa folk ful navdušen, tudi pol smo kar nekaj časa bili še kle. Tako da družba vse, ne vem, dogodek se meni zdi, da je bil kar v redu za kolesarje, no, tako da, ja, pa je Rojšek je še dobil štartnino, ne? Ja, tako da bo Tomaž mogel meni pomagati zdaj na letapu. Pa, kakor vem, boš tudi ti zdaj šel na letapa, ne? Ja, jaz sem se zdaj odločil, da grem, ja. Tako da v naslednjem vlogu bom že, sem zdaj na Ceresu sem nekaj posnel, točen kaj pa kako, tako da tisti, ki se hočete pripraviti na letap, pa da nimate nekih trenerjev, itd., vam bom jaz nek, ko se temu reče, načrt, blueprint pokazal, kako se jest in pol si vsak lahko zase na isti način pač priprav. Ampak jaz sem na Ceresu sem ga kar letel, po dolgem cajtu, tako, da sem bil kar uno, ko se počutiš spet malo lažjega. Ja, in to sem se sigurno, danes zdaj sem se ti se pa že malo zvagal poznala. zjutraj. Zdaj se ti tudi tako, ko se te pogleda, se ti malo Jaz vidi. sem bil, tam je kar bilo že po 90, pa se je umirila direkt na 90,01, kar je se pravi skoraj 8 kil dol, zdaj v koliko 4 mesecih, kar mi je pa že kar, sam res na kolesu vsaka kila tako No, samo 8 kila, veš, to je pa že 10% skoraj, ne. Ja. Tvoje zdaj teže bilo in to je ne, pa že res kar... tako. Pa tudi personal beste sem dosegel na vse tam, ki sem si zadal. Nisem na klanc, ki sem ga najbolj hotel peljati, zato ker je scal. In veš, kad se res je tako, na enem koncu ščije, drug je sončen. Ja, in saj. jaz sem šel direkt v nevihto, tako noč sem rekel, ajde, mogoče pa ne. Sem se peljal 200 metrov še tja, pa sem samo obrnil, ker je začel tok padati, da pa sem šel rajš, ja, v drugo smer, pa sem pol tam postavil svoje personal beste, kar sem bil kar presenečen, da je šlo tako v redu, ker na koncu sem bil čist, sem bil kar pečen, pa sem bil 2 ure na kolesu, pa sem bil Ja, se če delaš orang. odklop. Tako da, ja, sem bil kar zadovoljen, tako da, Tako da ta teden imaš bolj na easy pa. ja ne vem, v četrtek kva bo, v soboto gremo pa itak odpeljati eno kraljevsko. Ja, tako da to se moraš Oziroma pa to fajn drugo najesti v kraljevsko. petek. Klele bomo Ne. cel dan sam bombone jedli. Jaz bom jedel cel teden. Tako da ne, je bilo ful meni na Ceresu itak top, une par cest, kaj je, jaz sem se jih navadil in mi je, Prav veliko ne moreš glih raziskovati. mi je orang. Sej bova šla pol na konc še na, kar se tiče kakšni teli na sveti, pa greva najprej slovensko sceno. Jaz se moram najprej upravičiti telim mlajšim mladincem, ki sva na dirki, ki so za državno prvenstvo, ki sva narobe povedala, sva rekla, sva v bistvu mislila sva za starejše, govorila sva pa o mlajših. In zmagal je Petrič Jakob iz Idrije, pol drugi bil pa Vidovič Nik, pa je bil pa ta tretji šele iz Pogitima. Tako da, evo, fantje, ne zameriti,
Tako da zdaj se je dogajal pa še Kids Tour, pa mislim, da ni kaj. A imaš ti še kakšen dogajanje iz slovenske scene? Ne, v bistvu najbolj je bil to, kar je bil ta Kids Tour Slovenija, ne, 2025. Mislim, da je bilo to najbolj taka zdaj odmevna, sej so, ne, tako vemo, da te vzponi so, tako da ne bo kdo rekel, da nič ni, vem, vzponi so, vsak vikend so razni vzponi, kakšne manjše dirke, ker je zdaj tega res veliko ratal maratonov že, oziroma vračajo se nazaj, tako kot je bilo včasih, ki je že skoraj tako bi rekel, vsaka vas imela en svoj vzpon, pa to se zdaj vidi, da se ful vrača nazaj, oziroma se tudi veliko bolj reklamira vse skupaj, tako da dejansko se vračajo vsi vzponi, kar jih je bilo, kar jih poznamo, ampak to zdaj ne bi glih v tem vsakem klančku, ampak bil je pa Kids Tour, kjer sodelujejo otroci, se pravi v kategorijah U13 do U17, se pravi do mlajših mladincev. In dirka velja za eno največjih evropskih dirk za otroke. Je tudi kar, tako kot sem pač prebrala, malo pa zasledila, pa to spremljala, je to kar tako za te tamečkane, no, moram reči, se mi zdi, te, ki so 12 let, naprimer, stari, kar dosti intenzivna zadeva. To je od petka do nedelje dirkajo, v petek so imeli 102 dirki, najprej kronometer, pa potem še en vzpon. Tako da imajo 2 dirke v enem dnevu, kar glih tega še nikjer nismo navajeni, a ne. Potem v soboto je bil nek kriterij, pa potem še v nedeljo dirka tudi in potem se seštevajo jim te časi od vseh dirk in na koncu se pač dobi skupnega zmagovalca. Tako da ja, čestitke vsem fantom, nekaj je bilo tudi teh naših tam malih pogijev na tej dirki, ki jih poznamo, ki se tudi z nami že zapeljajo kdaj. So tudi lepe uvrstitve dosegali. Bilo je veliko število, no, to je bilo kar velika konkurenca manjša se konkurenca s starostjo, a ne, ampak pri teh U13 mislim, da jih je bilo kar zelo veliko teh otrok. Nam zdaj reka, spet mislim, da je bilo okoli 150 otrok, to je bilo kar orang, no. Ja, ne pa to, a si zasledila kje, koliko časa pa že poteka Kids Tour v Sloveniji? Mislim, da je 5 let zdaj le tole, no. Okay. Jaz sem se imajo na spletni strani napisan, da je Omerzelje zmagal 2022, tako da zgleda, da Unka je dober tukaj, da zna biti pol tudi v višjih letih pol. Zdaj, kakor je zastavljena, verjetno ja, so pa bile razlike med prvimi zelo majhne, a ne. Tako da nobeden ni izstopil, da bi zdaj rekel, mogoče, da je bil pa saj te, ki smo jih mi na to, kar sem jaz pogledala, no, niso bile zdaj mogoče pri puncah, da je kaj večja razlika, kaj tudi manjša konkurenca, ampak tam, kaj je velika konkurenca bila, je bila tudi zelo majhna razlika v teh časih, no, tako da tukaj mislim, da zdaj glih Omerzelje verjetno je zmagoval, se pravi 3 leta nazaj je bil star 16, ja, v teh mlajših mladincih, a ne, tukaj pa se že mečkan mogoče vseeno res pozna, če si v tem času. Kaj pa ti zdaj telovadaš? A bi se rad ulegel pa govoril po mikrofonu ali kaj? Ne, takole, da imam mikrofon malo bližji. A ja, kaj misliš, da se te ne sliš? Mislim, malo je tak čuden zvok, pa se mora malo igrati bolj v postprodukciji. Dobro. A ja, moj je pa boljši. Tvoj je pa super. Ja, seveda. Kaj je moj? Tako da ja, je še kaj drugega. Jaz moram povedati, če se pravi, zdaj poteka akcija kolesarske majice 94-99, vsi, ki pridete sem k nam, dobite gratis še bidon. Pa imamo čelade v Oranko akciji, pa so še očala. Če hoče kdo testirati ta nove niž bajke, imamo tudi še v Small, imamo Legenda, posta pa zdaj ta nove dva sta Fate, tako da je vse za ston, prej se naročite in je to, če bo treba karkoli prilagoditi, tako da zdajle v času tura imate vsi free. Najlažje je, če pridete z vašim kolesom sem, se vam sam premontira pedala, se zapeljete, pa greste spet pol na vašega, ker najbolj občutite pol tudi to razliko, kaj je boljš, kaj je slabš. Tako da ja, če kdo hoče sprobati, pišite, kličite, vse sem dosegljiv na 1001 stvari, tako da evo, to je to tisti, ki pa hočete sprobati, pa tudi pridite na Ziherlovo, imamo kle vse za sprobati. Tako da greva zdaj kar na tur,
v tem bo največ debate. Tisti, ki spremljate, pa jaz sem v bistvu, ki Jaz sam spremljate. toliko mogoče pred turom, da nava pol pozabila, pa da nav toliko itak nezanimiv. Zdaj sam še ena stvar, tudi hkrati poteka ženski Giro. Imam tudi zabeležen Ja, pol. saj pa, v bistvu ni toliko veliko za govor, tako da ga lahko samo omenjava Jaz mogoče. nisem nič gledal, tako da. 3 etape so bile do zdaj v bistvu teh res glavnih favoritin, ker grejo verjetno potem na tur niti ni, a ne, se pravi recimo Demi Vollering ni, Nijevija Dome ni. Voz naša Urška Žigart zaenkrat še ni glih bila neki top, ampak jaz mislim, da zdaj prihajajo tele še etape, ki bojo pa zelo sklanci, tako da mogoče bi bilo kaj za njo, pa za spremljati zdaj naprej, ker do zdaj so bili kronometri pa taki šprinti, edin kar moram reči, da punce tudi padajo. Glih tako kot fantje, mogoče bo eni rekli še bolj, edin kar mi je zanimivo, da se veliko bolj punce poberejo, pa večinoma vse kar pol zaključijo bolj kot pa fantje, no, to je ena taka od razlik, ki sem jo jaz opazila, ampak zaenkrat mogoče ni, pa pol se bo pokomentiral Giro šele, ko ga bo konc, ta ženski del, ni pa pač neki, ne vem, velika Italijank, tako da zdaj glih. Okay. A pa od kakšna od teh glavnih favorit, So ta Elza Borghini, Okay. v bistvu so vse Italijanke, ki so tudi dobre, ne? Italijanke so v primerjavi z Italijani moškimi veliko boljše. Tako da ja, so, potem je Van Bregen, kjer šprinte je vzela, ampak bojo zdajle, se pravi, klanci prihajajo, tako da bo še zanimiv zagledati, bojo prišle tudi te suhe punce malo do izraza. kaj zdaj za vikend so ta glavne etape? V bistvu vikend je že konc, one imajo samo 8 etap, tako da se že danes začenja. Mislim, da one že nedelja, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota, one v nedeljo končajo že, ja. Tako. Ja, no sej, za vikend so pol ta glavne petek. Ja, sobota, že nedelja. zdajle se stopnjuje, no. Tako da zdaj sta bile neke bolj ravninske, pa en kronometer, zdaj se pa začne. Ja, jaz nisem od sajta še tega gledati, tako da ja, je nič, kaj grejo Ja. pol kar na tur. Tako da ja, zdaj pa greva lahko na to. Okay. Jaz moram spet eno napako najprej mojo izpostaviti, ker sem govoril zdaj že po moje že pol leta, se pravi, Dura Ejsa novega še ni, tako da to je to. No, jaz sem Bo ti skozi govorila, da ga ne bo. Ja. Kaj, jaz dobivam informacije iz Nizozemske, iz Nemčije in pol upaš, da bo. Tudi patenti pa to, ko so bili zunaj, ne. Sem Ja, upal, to da so bo res vam prišel, pa zaenkrat še ni. Tako da to je to, kar se tiče še nove opreme zdajle na turu, se mi zdi, da največ, kar je govora, je mogoče o te specialki od Faktorja, ta novi Aero, sicer zdaj ne vem, ali je kdo vozil ali ne. Pol je pa od Jonasa oziroma od Vizma Lisa Bike, ta Oba nova novi kolesa. S5 je lažja, se mi zdi, da dobrih 120 gramov, pa naj bi prišparil 6,3 vate na določeni razdalji, tako da ja, ne vem, tale kampanarc je včeraj kar orang letel s tem biciklom. Pole so pa še R5, ko so tudi kao No, sam še ta malo kolesa izboljšali. moramo vedeti, da njihova kolesa niso nič kaj bistveno lažja, ker oni so že vsi na minimum zelo zreducirani in mislim, da pri Ja, od njih, Pogačarja je 7,57, ne? se pravi, ta Y. njihova kolesa toliko zreducirajo na tist, kar je najboljš, najmanj pa še vedno jim pustijo določene, se sam veš, te prenosi, kakšni so na cesto, pa vse skupaj, tako da mogoče ni kle ta kilaža, to je bolj, mislim, v rekreaciji se mi zdi ta kilaža veliko bolj se poudarja, kakor pa v samem profesionalizmu, no. Mislim, jaz Pa mislim, tudi da bi odvisno od človeka. vsi Ti radi imaš že ti vozili. recimo osebno, ti zelo poudarjaš to težo na kolesu. Ja, zato, ker se mi pozna. recimo te, ki smo, jaz, ki sem v bistvu začela kolesati z malo starejšo generacijo in tam v bistvu nobeden ne daje več pomena, toliko ne dajo na to težo, ker so ljudje začeli kolesariti na 12 kg težkih kolesih in jim je to v bistvu vse, kar je zdaj je lahko in mislim, da sam to težo poudarjati, da ni to vse, a ne, meni je res že malo smešano, da jim moraš gledati 120 gramov zgubiti na vagi je toliko lahko, da je to noro. Tako da meni je res malo smešna ta kilaža.
kolo mora biti všeč, lep, dobro mora izgledati, tem v ProTouru in pa vsem že tako zreducirajo kolesa, ker smo kle poslušali Kavčnika, kako kolo izberejo za Tadeja Pogačarja, je to taka procedura kolesa, tistih 15 koles, ki jih ima on izbranih, so to kolesa, ki so čisto sam za njega predelana in se sploh ne morejo primerjati s tem, kaj oni tam vozijo, pa kaj mi dobimo v našo. To je ta 120 gramov je razlika med kolesom, ki se ga prodaja v prosti prodaji, med temi kolesi, ki jih imajo pa oni tam, pa mislim, da ni to take razlike. V čem to misliš, ni razlike? V gramih, se pravi v sami gramaži, da bi zdaj rekel, da imajo v ProTouru, ko dobijo nova kolesa, nove, da imajo oni zdaj zaradi tega toliko bistveno lažja kolesa. Vse delajo na temo, ampak ne zaradi, ker je okvir lažji. Ja, mislim, odvisno je od etape, ne? Jaz sem 100% da zdajle, če bi vprašala Pogačarja ali pa kjerkoli od teh top, ki vem tudi, kako se je delali še za kjere druge slovenske profije, pač danes je glih kronometer, ne? In ti tukaj, če nimaš konkurenčnega kolesa, pozabi, da si lahko to dober, pa so kle aero. Ni vse samo teža, ne? So še druge logično, stvari, da je vse povezan, kolo... samo vsak hoče imeti pa kolo na 6,8, je pa odvisen od etape, ne. No, sam, če greš gledat njihove v ProTouru kolesa, jih noben nima na 6,8. Mogoče kakšne te na gorskih po večini imajo vsi 6,8. Ampak ostala kolesa, ki greš pa pogledat, ki so jih vagali glih 2-3 leta nazaj na Touru. Ne bi se jih vsak let. No, ne, ampak ki so šli prav povagati, ne, od ekipe do ekipe. Takrat je bil najtežji kolo od tale Trek, Madon, takrat prejšen, od Lidla, ja, ne, in vsi ostali so bili pa tam in to so bile zelo take majhne razlike. Ja, sam je odvisen od trase, ne. Mi pa, če gledaš ti, ki si rekreativen kolesar, če greš ti na kolo, ki ima 9 kil... Ti rabiš pa all-round kolo, ne, se pa za vse variante. Sam, če greš na 9-kilskega, pa greš pol naslednji dan na 7, s kjermu bi se rajš vozila. To so pa velike razlike. Ja, vem, sam sej večino rekreativcev voz kolesa, ki so 9 kil težka. Ja, sej sam za tistih 7 kil moraš pa 5 jurjev več, ne? Ja, ne, daš 5 jurjev pa imaš. Ja, dobro. Ne 5 jurjev več. Pač realno gledano in se ti bo kolo pač se bo dosti lepš obnesel. Je pa res, da če se ti voziš večinoma po ravnini, ne boš opazil, je 500, je pol kile težji ali lažji. Sam takoj, ko greš pa malo še na klanc, pa se mogoče, če gledava 7... Ja, sem ti si govoril v 120 gramah, ne v 2 gramih, ne 2 kil. Ja, toliko je pač ta kolo lažji. Zdaj. Pač se to veš, itak vsakič dajo neke... Mene se to pa pravim, da meni je teh 120 gramov tako. Mislim, ja, za njih je pa najbrž pomemben, zato ker se večinoma vozijo z S5-ko. R5-ke jaz Jonas letos še nisem videl na R5-ki. Vse etape, tudi ko so bile v Klansgor, je imel S5. Dobro, ki izgleda bolj tok kolo in pač pa oni imajo še tok ravnine. On ne bo nikoli s mal težjim kolesom. Pač. Ne, fora je, da imajo oni tok ravnine še, pa tok se pozna pač ta aero, pač pri profijih. Bom rekel, da se aero prednost bolj pozna, medtem ko pri rekreativcih se pa bolj pozna, da je kolo bolj lahkoten. Zato, ker mi se ne vozimo tako hiter, kot se profiji vozijo, da se pol te aero gainsi pač poznajo. In tukaj je zaradi tega pravim, da je pač teža za rekreativce pa tako. Ne zdaj rekreativce, ki derkajo, ampak pa ne za nas normalne smrtnike. Ja, sej, vse se sašteva. Jaz sigurno ne bi izbirala kolesa, zato ker je 120 gramov lažji. Ja, se strinjam. Sam imaš pa kolesa, ki so od... Ja, 2 kile pa je malo drugo, to je pa čist nekaj drugega. Večina zdaj, če gremo rekreativci... Ker pri 2 kilah ni sam več kilaža, so tudi druge specifike. Ja, sam večino rekreativcev zdaj, te, ki si kupujejo nov kolo, ne, kupujejo kolo od 8 kil, pa pol je do 9 plus. Skoraj 100%. Mogoče kakšni novi kolesari zdaj tisti. Ja, ne, pa sej to, sej že kle na rundah, mislim, ne bom zdaj ferom izpostavljal, kjer so zdaj ful težke, ampak pač pride serijski kolo, ki ima 9 kil plusa, ne. Pač s takim kolesom za moje pojme se boš težko vozil... Sam te niso v večini, no. Da so nov kolo zdaj le kupili, pa da imajo 9 Naslednjič, ko bo runda, bomo zvagali 5 do 10 koles, pa bova povedala, koliko so težki. Ja, pa se bova dol pobrala, vse kaj pa je to. To je zelo hiter. No, in me prav zanima, če bo kdo pršel pod 8 kil
S kolesom jih bo po moje zelo malo, mogoče če je kakšen, ki ima na rim break, ampak na diske bo pa, ne vem, edino od Habiča kolo mogoče, da bo pod. Bojo, pa tvoji, pa najni. Ja, no, pa... ok, pust najne. Pač to so že kolesa, ki so bojo še tekmovala na kar razred. neki kolesi, sem prepričana, da je nižji. Ja, mi dva so spet v manjšini, če gledaš, koliko se zaprav za kolone. No, sej bomo izbrali 10 koles, res. Ja, no, už ti zdaj izbirala tvojega, podmer se da. Ne, pust, ne bomo naših izbirali, bomo druge izbrali. Ja. No, sej, teh, ki hodijo še na rundo, jih bo 10, pa bomo pa videli, koliko bo. To me prav zanima, koliko no, to bo dobro. To bo dobro. No, skratka, ta dva bajka sta še nova, pa mislim, da drugega na turu, kaj posebenega ni. Če ste vi kaj zasledili, mi prosim napište. Jaz, ki spremljam ta kanal še od Vahuja, so oni skozi zdaj dajo ven, ki imajo vsi ta boljši, imajo, oziroma mislim, da vsi zmagovalci do trenutno so imeli Vahuštevc na... To je pa res še manj pomemben. Ja, no. Sam to sem zasledil, da imajo več v barvah jih različnih okrog in to je pa to. Mislim, jaz lahko edin pa mogoče ženskega vidika povem, da nisem toliko na te tehnične stvari mogoče pozorna, kaj je novega, je pa ogromen novih dresov, novih koles, barv koles. Najbolj, meni moram reči, da zelo grozen, pobarvan, kar se zdaj, če že bom kar povedala, kolesa mi je grozen, ta Lidlov kolo, to barva čist adijo. Potem moram reči, da dresi so letos na Tour de France še noben dres nisem videla, ki bi pa dres rekla, o moj bog, pa imajo pa to zdaj na sebi grozen. Tako da so mi pa zelo kar dosti lepo lično vsi poštimali, tisti, ki so kaj spremenili za Tour, no, tako bom rekla. Tudi všeč mi je, da Vizma niso rumeni, ki tudi ne smejo biti, ampak mogoče so pa malo preveč črni, tako da se jih glih ne vidi, ne opasne. Meni je ful všeč drugač dres od Red Bulla, pa sem prav presenečena sama nad sabo šokirana, da mi je všeč. Mogoče zato, ker če ga tako zelo dosto delač gledaš, jasno od blizu, zdaj so tiste barve noter, ampak če ga bi delač pogledal, so dejansko lepe, meni so všeč te modre hlače in zgoraj je v bistvu bel dres, ne. In zdaj, če bi dal to samo ta del, te modre hlače, pa ta zgornji bel del, ne, mi je v bistvu ful všeč dres. Zdaj, da ima tudi tiste črte, ki so noter, niso tako grozne, vsi zdaj pač napisi gor morajo biti sponzorski, ampak če to maknemo stran, je v bistvu zelo meni všeč dres. Dajte, mogoče me zanima še vaš mnenje, kaj imate barvaste hlače. Me zanima, koliko vas motijo, da se pol poznajo te fleki od Švica gor, ker jaz sem se zdaj pogovarjal, ti si tudi povedala, ne, da je večino puncam je zelo grdo zgledal, pa me zanima še vaš mnenje, lahko zapišete spodi, ker jaz razmišljam, že 2 meseca bi šel v nakup za firmo teh barvastih od Asosa hlačah, pa za naslednje letih bo še več, ali ne, tako da zapišite spodi, mi te pomagali pri odločitvi, ja naročim za naslednjo sezono, ker za leto sem že malo pozen. Pozabil sem še 2 produkta, ne, ki sicer so že omenila, a so jih že na prejšnjem podcastu, plašči za Conti, 30-ke, s tem, da Pogačar voz še vedno 28-ke TT, sploh ne voz teh ta novih, pa obroče nove so dali, pa Renvejo ven, kar je pa tudi čuden, to, ne vem, sem tudi omenil, da so šli na ožje obroče, kakor so bili prejšnji, vsaj tako sem zasledil. Ožje, misliš, kako misliš ožje? Ja, širina notranja, da grejo spet na ožje. Kar se tiče pa barv, koles, pa kjer ti pa pol najlepši, če so ti te od treka grdi? Ne vem. Ker meni je tudi od Red Bulla mi je všeč. Ne, lepe kolo, sicer čeprav moram reči, da mi je bil lepši bel, no. Meni je bil bel, veš, da sem jaz za ta bela varianta, pa pol črnafis vedno za. Veš, da zdajle, najbolj mi je padel pač ta Lidlov v oči, da je pač to grozno, ne. Vse ostalo so, zdaj nimam čist pred očmi, recimo ostalih, zdaj imam, ne vem, kakšen Vizmo, vemo, kakšen ga vozijo, Bora,
Alpecin, ne vem pa zdaj, nimam pa pred očmi recimo, kaj vozijo teli Tudor, kakšne imajo barve. Recimo, Črne z rdečim napisom. Klasične. Ali pa, ja, tako da nič posebnega. Se pravi, niti te FD, zdaj nimam nobenega, bom še malo pogledala, no pa tem drugič povedala. Ja. Meni so po moje še vedno, tako kot na začetku sezone, so mi in dresi in kako je kolo pobarvan, so mi od Mezgeca. Se pravi, Giant. Dobro, oni so ostali pač na... Ja. Jaz sem bolj zdaj pač mislila na te, ki so se nekaj posebej zrihtali. In sem nazaj. No, lepo. Greja pokomentirati po moje najprej kar ta prvo etapo, ali pa mogoče še že pred turom. Kaj se ti zdi na te take, kako naj sploh se izrazim, ali pa tudi kaj se vam zdi nad vsemi izjavami Rogliča, tako da je tam, ampak ja, kar bo še dobro, da sem tukaj tako malo, ne vem. To sem to že enkrat povedala, ne, da so te njegove že izjave, da mi to ni všeč in da zdaj jih stopnjuje. Ne. To, kar je pa zdaj le dela na turu, sicer to je njegova stvar, to je od njega čist. Če bi lahko šel rekel, to je čisto njegova stvar, lahko odgovarja, kakor mu paše. To je dejstvo. Yeah. Ni pa, edina stvar, ki pa tukaj vidim, ni to fair do navijačev. Še vedno, to sem že enkrat povedala in da to ni, enostavno ni fair do navijačev, da je tak, zdaj dejansko že delujejo se nonšalantno, še vedno vsakič opisujejo Roglič v svojem stilu, saj vemo, da je to hudomušno mislil, ampak zdaj hudomušno je to enkrat, dvakrat, ker pa ti to ponoviš trikrat na intervju, da ti dobesedno je vseeno, kje si v GC-ju, da ti je vseeno, koliko si izgubil, gremo naprej. In to, če bi vsaj tako nekako lepo to zavil, da bi rekel, ja, ni pač smo šli, nisem mogel, ni šlo, tako je pač letos, da bi tako povedal, ok, ampak on reče, včeraj je dal izjavo, nekateri so šli hitreje, nekateri smo šli pa pač počasneje. Gremo naprej, jutri je nov dan. Mislim, vse to se, ok, ker se ti to enkrat zgodi. Zdaj so 3 etape že tako isti odgovor. Mislim, a pa se ti zdi, da mogoče smo zdaj v naših glavah še bolj kritični zaradi tega, kaj je to govoril, pa je pol naslednji dan mogoče zmagal, je bilo ono, ok, zdaj pa ne kaže nič temu, da bi on lahko kaj zmagal in smo pol v bistvu kot navijači smo bolj razočarani. A veš, ker oni dajo take izjave, se mi zdi, da jih daje že zadnjih 5-10 let. Pa ne tako. Ne, tako ponovadi je dal izjavo, vsem je rekel, ja, sem imel slab dan, noge niso bile dobre, ko mi čakam, da pridem v cilj, čakajo me moji v cilju, tudi tako, zdaj pa v bistvu pozdrav vsem navijačem, vedno je kaj rekel, zdaj ni nič, zdaj je dejansko samo še o tem pove, da pač ni šlo. Imel je don te izjave, sej pravim, če je to kakšna izjava na dirko ali pa v vsem času, da se taka izjava da, ok, ampak mogoče ja, tako kot si ti rekel, sej je tudi ta razočaranje potem, ki ni, ampak sej jaz če povem po pravic, meni je on še vedno Primož Roglič, on je tist, ki je začel vse to, da smo mi te novodobni kolesarji začeli spremljati kolesarstvo v Sloveniji, ogromno ljudi je zaradi njega šele začeli gledati kolesarjanje, mi smo njega spremljali prvo leto že na Giru, ko je bil v Pro Touru, vedno smo bili njegovi navijači in še vedno smo njegovi navijači in ko gremo navijamo glitko za njega kot za Tadeja in v bistvu jaz pač kot navijač čutim potem eno tako, mislim, halo, sej ja, ne pričakujemo od njega zmage, kar je dejstvo. Ne moramo pričakovati, da bo v vsem danes, kar se dogaja na turu, da bo on generalno zmagal tur. Bi bilo nerealno. Vsi smo si pa želeli neke dobre uvrstitve generalne, vsi si želimo, da pride v Pariz, da prekolesar do konca, pa mislim, da vseeno za njega, glede na njegove sposobnosti in tudi za njega bi se spodobili, ja, da glih ne pride v Pariz 150, ampak da pride v Pariz mogoče med prvo 10-terico, ker vseeno prvih 10 na turu, to vsi vemo, da je pač neka razlika, da je čisto drugače biti na turu 11 ali pa 10, kar se tudi lepo razloži ena novinarka glih v tej novi Netflixovi vdaji v turu. Tako da mislim, da bi se pač enostavno saj mogel delati, da se trudi, ali pa reči enostavno v intervjuju, da pač ne more, da se ne počuti dobro, da mu ni ok, da pač
Ampak na tak način, ne pa sem šel, pa nisem šel, pa so šli. Ne. Mislim, jaz sem glih, se pravi, v soboto se je začel, sem se vozil na Cres in sem bil tako orang besen, kaj se je dogajalo že na prvi etapi. Ja. Njih ni bilo nikjer, zaustavili so Poljsko 40 sekund in po na koncu dneva sem že tako pisal, zakaj sem jaz sploh jezen na njega, se je že pred štartom rekel, da bomo videli, kar bo, se pravi, dajo tak vibe, kukar grem tja, ampak ne pričakujem, da bom karkoli dosegel. Pač tako si jaz razberem iz njegovih ust. Ampak v redu, če si tako šel, v redu, super. Jaz samo ne vem, če je to, se pravi, ni fair na prvem mestu do navijačev, na drugi strani pa ne vem, kako to zdaj, kako imajo oni to urejen pri njihovi ekipi, tudi nekako ni fair do njegovih sotekmovalcev take izjave, ker to dejansko daje tudi njim nek feeling, ko krčaš tukaj sem, ampak lejte ne, pač če bo, če ne bo, ne bo. Mogoče bi bilo potem boljši strani ekipe in vseh skupaj več staviti na drugega, mogoče na Lipovica več in pač da se preobrne, da postane Primož pomagač in da se pač ne vem. Mislim, sikle zdaj sem pozabil, kaj sem hotel prej nadaljevati. Skratka, Primož je itak že dosegel vse, kar je pač imel za dosež, noben mu nič ne učita, ampak meni bi bilo mogoče lepš tako, kada je kakšen, ne vem, jaz se spomnim, ko pride Carapaz, reče na začetku, probu bom, da vidim, kako bo, če ne bo šlo, bom zaustal ful, zato da bom probil na eno zmago ali pa 2 zmage iti in pač to je to, ne. Ko pri Primožu pa še vedno se mi zdi, da in navijači in tako kar ne vidim ga, da bi on bil zmožen v glavi kaj tazga doseči. Veš, kako je začel, ne? Je zmagal uno etapo, ta prvo, ta hudo in smo bili vsi, wow, etapo smo Slovenci dubali, ne? Zdaj ga pa kukar, da bi bilo to za njega, da gre ful nazaj. In ga kar ne vidim v tem, ki je pa tudi, da ekipa sama je vzela letos, se pravi šprinterja, pa vzeli so tudi še pomagače za šprinterja. Tako da nimajo, ne vem, ekipe, ki je podrejena njemu, ja. Tako da tudi izjave so že bile, da pač, da sta z Lipovicom pač kukar skupaj, da bojo videli, na koga bojo igrali, ne. Tako da, ne vem, da je to tudi pač, da njemu ni najbolj všečen. In da zaradi tega tudi take izjave, sam po drugi strani, tudi če mu ni všeč, ne. Pač moraš ti najprej dokazati, da si vreden, da ti cela ekipa zaupa, pa pač ja. Tako da, ne vem, meni je vse skupaj mi je malo tako, ne vem točen, a naj bom nase jezen, ker preveč pričakujem, ali naj bom nanga tako malo... Ma ne, se ni kaj biti jezen, jaz mislim, da je on tako nasplošno, moram reči, da on je dal tako psihološkega vidika za moje pojme ogromen čez. Ogromen. On je pač, bodimo iskreni, doživel tak poraz, ne, ker mislim, da te ubije. Mislim, mene bino, jaz vem, da če bi se mi tako zgodil, da bi bilo to psihološko vprašanje, koliko ljudi bi v njegovem primeru nadaljeval po takem porazu, kakor se je njemu dogodil, a ne s tem turom, takrat, ko mu ga je pač Pogačar vzel. Ampak to se je pač zgodil in mislim, da mu je težko od takrat naprej. In tudi jaz mislim, meni je tudi težko ga bilo gledati potem naprej, a ne. Vse te ture njegove, vse njegove naprejšnje pace in mislim, da on pač enostavno je prišel mogoče celo v neko fazo ali so ga celo pripeljali v to fazo s kakšnimi terapijami, ne vem, da mu je mogoče res, da dejansko tako čutku, kar govori, da mu je tudi res enostavno pač dajmo oddelati to in potem zaključimo počas kariero. Mislim, da pač drugi kolesari drugače zaključujejo kariero, a ne. Pač do zadnjega se borijo, potem mogoče prevzamejo neke vloge nekih pomagačev in potem zaključijo. Tisti, ki res vztrajajo do zadnjega. Zelo dober primer je bil Valverde, a ne. On je meni še vedno car, kar se tiče starosti in vsega. On je res lepo zaključoval kariero. Luka Mezgac, krasno. To je neverjetno. No, lahko povemo, da je Luka Mezgac 3. najstarejši na turu. Samo 2 sta še starejša od njega. Gerant Thomas je najstarejši. Thomas Gerant pa 2 sekunde nazaj sem vedela. Še eden je v glavnem, starejši od njega. 39, 38, on je pa 37.
Tako da. Ja, lej, Ja, mislim, se pravi, meni je v bistvu Primož, se mi po eni strani tudi smil in mogoče ga do neke mere razumem v teh izjavah, ampak meni se nič ne smili. ko pa pove take izjave, pa tudi nisem vesela, no, si tudi mislim, pa daj, no, ne spet, no, daj danes nekaj drugače povej. Mislim, v športu je pač tako da meni Ja, se to je športnik šport, to je se šport. se mi ne smil. Ja. Pač moraš imeti glavo... Mogoče pri njemu, se pravi, Slovenci je, naš je, se pravi, spremljali smo ga od samega začetka in se mi definitivno, sej bi lahko rekli tudi Bernal se ti lahko smilja, ampak sam Bernal ni naš, Bernal ni del naše zgodbe, Primož pa je in pač tako je, no. Jaz se tako počutim, jaz tudi, ko gledam njega nazaj, kakšne posnetke nazaj, mi je pač, ja, težko je to gledati, pač do neke mere. Mislim, ja, se pravi, meni so samo te izjave so mi Ja, so. take, ki so in pol tudi tako, ko spremljaš, pa ko, ne vem, jaz njega najbolj gledam, mogoče kako se vozi v skupini, kje bi lahko napredoval, veš, vsi dajemo čez ali od kakšnega maratona, sej vem, da je drugač, pa da je na profi nivoju pač to dosti to težji. vemo, da ima on drugo, pa zdaj to Ja. tehniko njegovo, mislim, da Ampak, komentirate glej, brez veze, glih da je midva. včeraj ta etapa, ki je bila, ne? On je Ja. imel možnosti, da pride naprej na prve 3-4 pozicije, ne vem, od 11 km do unga 6, se pravi 5 km, je imel glih ene 3 šanse, ki bi sam ne smel zabremzati, pa bi napredoval 2 mesti, pa 2 mesti in bi bil direkt spredi. Ker tukaj, če nisi bil pač takoj za Tadejem, za Vingegardom, za Ja, zdaj, ne, mogoče se Van pa der res Poelom. špara za kakšno določeno etapo, pa da bi rad tam zmagal, da ima kakšno etapo. Ma ne, ki ga že vidiš na kolesu, kako poganja. Pri njemu se tako prav vidiš, kdaj je na... Tebi se zdi, da pač je v tiltu. da Ja, pač... meni se zdi, da so šli včeraj vsi pač v smrt in pač da ni mogel. To je simple as that. Jaz ne vidim, da je včerajšnjo etapo, da si ti lahko prišel v prvih 50, pa da nisi šel v filter. Ker to so bile take cifre, se bo šla še, ko prija do 4. etape. No, skratka, ta prva etapa, kar je bilo, je bilo. Čak se malo. Ja, nič, v glavnem prva etapa Ja. je bila kaotična in pa hektična in pa vetrovna in Ja. zmagal je Jasper Philipsen, lepo šprint in to je bilo to. Ja. Evo, ta druga so, kar sem si jaz zapisal, da so bili od Rogliča že kar lepš postavljeni, da so bili tudi večino dirke spredi, ne? Da so ga imeli pač na boljšem položaju, tako da ja, kaj posebenega na drugi etapi se niti ni dogajalo, niti ubežnikov ni bilo praktičen nič, na koncu šprint, mislim na koncu so bili te. Te gor pa dol, Ja. ja, ampak ja. In- So jih vsi preživeli in... Čakaj, ali sem jaz zdaj s tretjo zamenjeno? Ne, prav si povedal, prav. A sem prav? Nekaj na ta drugi se mi zdi, da so bili, na ta tretji mislim, da ni bilo polobežnikov, nobenih. Ne, bili so na ta tretji ubežniki, ki je bil Vaklen, pa je bil to včeraj. No, Ne, skratka, bili so ubežniki na tretji. Okay. So bili? Ne, ni šprinter, ne, na tretjih po mojem In ni bilo. včeraj so bili. Včeraj ja, sam na tretji mislim, da jih sploh, da ni bilo nobenega ubežnika, ker so vsi vedeli, da bo šprint, na drugi so pa bili. No, skratka, Ja, seveda, se prva je bila, tretja je bila čisto ravna. Drugo je zmagal Van der Poel, tako da je tudi bil tak kar hektičen zaključek. Pogačar je bil čist, malo mu je zmanjkal na koncu, ampak spet so bili ta glavni favoriti, rečemo tudi za skupnost spredi. Pol ta tretja se mi zdi, da kar je bilo vsem kolesarjem kar težko gledati, najprej padec Philipsena, ki je bil tak, ko bi rekel, jaz kle ne Nepotreben. morem kriviti nobenega, ampak pač je neka kolesarska nesreča, ki se je zgodila, mislim, da ima zlomljena rebra ali počena, pa ključenco. Je zlomil, ampak padel je pa tako, da sem jaz kar zaskelel me je, ko sem videl, ker je bilo v takem trenutku, da on ni pričakoval, da je bil v trenutku direkt z glavo, mislim, direkt z ramo na tleh.
Tako da pa so pa še v ciljnem šprintu direkt v Ograjo. ograjo padali oni, ki ste zasledili kaj na Instagramu pa na Twitterju. Tudi je padec bil ne vem koliko je to bilo, 70-60 na Mislim, uro. da je zelo bilo 70 res na uro. Ja, tako da Tako da je pa tako za tegale od Kofidisa kokart. je dobil rumen karton, ne? Ja. 500 frankov kazni. Tako da, ja, zdaj kle, jaz mislim, da je pač kaznovanje bil zato, ker je podaril Philipsena. Če bi koga drugega, verjetno te kazni ne bi bilo. Pač on ni mogel tam čist nič drugega narediti, kar je naredil. Mislim, sigurno, da ni mogel, ne. Sej, Ne, za neke kartone pa zato razumem, da veš, Za kaj se grdo ti obnašanje greš, pa za kaj, ali pa ja, karkoli. Kle je bila čista kolesarska, nažalost je pač kasiral Philipsen, ampak tam, mislim, tako kot se je rešil vsaka čast, jaz sem sam gledal obe dve noge odpel, pač Philipsen je padel, ampak ja, tukaj pač nimamo, ker tako se je razpletali. In isto je bilo v tem primeru, v tem pacu je tako povzročil padec dobu iz 8. na 36 mesto so ga prestavili. Pač tukaj, čeprav je bilo isto, pač on je letel ven, tudi ni bilo neki narobe, pač uvink je bil in hitrost je bila prevelika. Mogoče je prav, da se malo te stvari kaznujejo, ne? Tudi potem ni bilo najbolj borbenega, ne? V tej tretji etapi in prvič v zgodovini tura ni bil najbolj borben kolesar določen. Zdaj malo zato, ker ga niso mogli oceniti, malo zato, ker so rekli, da je pač tudi enostavno bila preveč cela hektična etapa in da si nekako niti nobeden ni zaslužil. Tako da ja, to je tudi ena od zanimivosti. No. Mislim, mogoče je prav, da so malo strogi, no, da se te stvari, ampak pred nami je še danes je kronometer in potem še 6 dosti takih razburkanih etap in če se bodo že zdaj takole razbijali in to taki, ki so pač nekje veljajo za favorite nekih majic, nož in tega je to malo bo potem slaba luč za tak tura, ne. Tretja etapa Merlier je tako v šprintu, tako se je sploh ne vem, pojavil od spredi v 2 ovinkih, da sem bil jaz čist presenečen, je preletel in pol še tako, kaj je v šprintu. Za moje pojme mislim, da je zdaj on res ta najmočnejši šprinter, da greš ti odšprintat tegale Milana. Ja, Milana, moraš biti ekstra močen in to, kar mu je ratalo. To se je meni zdelo, kar da je šprint, no se mi to na televiziji, ampak da je mečkano šlo navzgor. Zelo malo. Ja, ne vem, ampak skratka, nor šprint, škoda sam, ker se od Mezgeca niso tako dobro zorganizirali, da bi še oni dosegali. Jaz sem imel že skoraj pripravljen message, pa Groenewegna. To je tam Groenewegen. Mene je bilo pa škoda, da sem to se lahko vrnem nazaj na prvo etapo Mezgeca v prvi etapi, ne. Ker mu je ketna dol padla, tam smo pa mi navijali za njega, ne. Tam smo se pa drli, v prvi etapi smo pa za Lukata se tako drli, klele, ne, tako da niti nisem imela cajta tega snemati, ker sem rekla, če ima pa kdaj priložnost zmagati etapo, je imel pa zadnjič, ne. Tako da škoda. Pa ima zdaj to 4. etapo, ki pa mislim, vsi, ki spremljate, pa ste že zasledili kakšne te nore cifre. Ja, to smo že kar en lež gledali, v bistvu oziroma še mogoče slovalonsko puščico. Pojdite pogledati sam zadnjih, ne vem koliko, 10 kilometrov, pa gledajte unne naklone, pa kilometre na uro, koliko grejo, pa je pač... Ja, v 15% na klancu se vozili 21 na uro. Ja, pa plus. Tako da pač noro in mislim, da je... Ne vem, če sem prav zasledil, ampak za zadnje 2 minute, zdaj ne vem, je to bilo tega vzpona, se pravi na ta vzpon, ki je Pogačar skočil, ali je bilo zadnje 2 minute etape, da je imel Pogačar 10 vatov na kilo, se pravi 2 minute, ne? Da je to držal, pa da zadnji ta šprint, ki je bil, da je bila maksimalna brzina 51 na uro, pa mislim, da je bil 4% naklon. Tako da, ne vem, če se te cifre te prave, je tudi Pogačar dal izjavo, da je šel all out, ne? Jaz mislim, se videl, ena slika je, ki ima ta oba dva z tako bali strani,
Ko se vidi oba dva in Van der Poel in Pogačar odprta usta, pa sam grizeta na polno, tako da ne res. Včeraj je bila taka lepa, zanimiva etapa. Mi smo imeli tukaj še 3 Norvežane, so gledali z nami, nas je bilo kar veliko, tako da so bili ful navdušeni in moram reči, da zdaj se je začel gledati ta tur in kle v lokalu je ta vzdušje bolj tak zanimiv in pridejo gledati vsi in kolesari in ne kolesari. Moram reči, da sem bila malo razočarana ali pa presenečena. Včeraj smo imeli rundo, pa sem mislila, da jih bo malo več ostalo. Smo rekli, da zdaj pač ena skupina lahko štarta v 5, tisti, ki pač se jim mudi ali kakorkoli. Ostali gremo, pa bomo pogledali do konca etapo, pa nas je zelo malo ostalo, da smo do konca pogledali etapo. Koliko se je bilo na rundi včeraj? Tam je 20 jih je kar bilo. 2 skupini. 2 skupini so se pol nekako razdelili vmes. Jih je Habič odpeljal klele, tako da so pol naredili, ampak mi dva sva kle ostala oba, tako da sva gledala do konca in pol sva šla po koncu. Tako da zdaj bo tudi v prihodnje, tudi ko bom napisala, runde bodo normalno v času tura, štartale se bodo, kdor hoče o 5, boste pač šli, se naredili isto skupine, ampak jaz lahko povem, da mi dva bova definitivno vedno pogledala do konca etapo, po etapi se pa potem gre na rundo normalno naprej. Ne vem, že predvidevam, da bo tudi verjetno pogledal etape do konca. No, bom videl. No, odvisno od etape. Tako, tudi to je res, da če bo kakšna mogoče dolgočasna etapa, da niti ne, ampak zdaj včeraj je bila res taka etapa, da nisva hotela zamuditi, tako da sva jo pač pogledala do konca. Ok, greva kar napovedati še danes za tale kronometer. Kakšno imaš napoved, pa mogoče koliko bojo vsi zaostali za Evenepoelom? Ne vem, če bo glih Evenepoel to dubu, ker je čist raven, pa še na koncu je malo navzdol. Koga pa imaš? 30 kilometrov. Koga pa imaš, da bi dubu lahko? Ne vem, lahko se kakšen presenečenje pokaže. Jaz ne vidim nobenega. Glede na to, da je take kronometre on zmagoval, pa da jih je še bolj dubu v primerjavi z Pogačarjem pa Vingegardom. Ne vem, karkoli, ne bi stavila vse na Remkota, ker se mi vsem zdi Remko letos veliko lažji, zdaj na tur je prišel pač bolj pripravljen za gorske etape, tudi ves čas on poudarja, bomo videli vse v hribih, ne? Tako da mislim, da se je on zelo psihično in vse pripravil na to. Seveda velja za favorita, ne? Ampak ne bom pa kar rekla 100% on. Tukaj mislim, da je ta raven kronometer bi lahko vsi, ki so pač neke srednjih teh kategorij, zdaj te suhci bojo malo težko to dubali, unite najmočnejši tudi, ampak se lahko pokaže kakšno presenečenje, ne vem. Okay. Jaz upam, da bo kakšen surprise, da bo nekaj ti misliš, da bojo te kar dosti prišli, da ne bo nekih bistvenih razlik? Okay. Ja. Okay. Jaz mislim, da bo tudi Pogačar tukaj dal vse od sebe danes. Pa mislim, če gledava na Dauphineju, tam je zaostal na pol krajšem kronometru za Evenepoelom 48 sekund. Tako da, če bo danes malo boljš odpeljal, pa bo z jih minuto kasiral. Ne, bomo videli. Ja. Ne bom jaz to. Mislim, preveč mi je ta nekak, ne vem, ker ne vem, ta napovedovanje na splošno je meni kar težek. Pa se je vsem težek, sam glede na pokazano ne moreš pričakovati, da bo kdorkoli drug bliz Evenepoela v teh, ki so še ostali. Bil je edino Gana, Bissiger, sam mislim, da sta ta oba šla ven. Bissiger ne vem, če je šel. Bissiger je še eno. No, sam je kar dober tudi padel. Tako da pač jaz ne vidim nobenega, da bi formoma boljšo in ni nobenega razloga, da ne bo na gonu praktičen tako od vseh ostalih, ki so, pa pustimo, rečemo, da Pogačar pa Vingegaard bo ta isto odpalala svoj top kronometer, pa da zaostaneta, rečemo, ne vem, okrog 30 sekund. Rečemo. Jaz ne vidim, da bojo vsi ostali, ki so, da bojo pršali manjka minuto zadnji za Evenepoelom. Mogoče klej, jaz še vedno upam, da bo Primož pokazal kaj, pa glede na to, da mu kronometer tudi bi mu načeloma mogel biti ok, sicer je bolj ravninski, ne mu je mogoče malo bolj, pa določeni zavoji ne bi bili tudi kar tehnični.
No, se to je tudi še, ja. Tako da, Ne vem, se pravim, jaz mislim, da v tem kronometru danes, glede na traso, lahko se tudi pokaže, ko bo kaj naredil, mogoče malo drugače, da se bo pokazal, kakšen, ko bo čisto drugače, a sem se malo ven vrgla iz kadra. malo si premaknil. Ja, že noge. Mislim, da sva mi da predolga danes. 50 minut. Ok, dobro, jaz to čutim po mojih kolenih, ko mi Okay, začnejo. je nič, pa greva Ja. kar z ocenjevanjem. Se pravi koles, jaz ti bom klele pokazal, da boš videla. Evo, ta prvi je, zdaj če smo dobili kaj več koles, mi prosim sporočite, ker mi jih pošiljate na 1001 naslov. In pol jaz kdaj mogoče pozabim, ta prvi tale gravel, pa ga lahko najprej ti oceniš. Poglejmo tale. Gravel. Lep kolo. Zdaj pač ful je enih teh lodika mal. Zdaj pač to morava gledati, da je gravel, a ne? Da pač Ja. to ni specialka. A ne? Ne vem, v bistvu ful lep kolo, ne? Kaj pa je to sploh za en kolo? Ne vem, jaz ga sploh še pogledal nisem. Orang, tako da. Ti zdaj fora, kaj ga ti ne vidiš, ne? Ja, se ti kar ocen. Lahko pa jaz najprej, samo mi moraš vrniti nazaj. Ne, meni je ful všeč, ker tale sedežna opora je edin taka, ki je neki, čakaj, sem pa nekam pritisnila. Jebote. Kaj je to? No, daj meni. Ja, dej. Kaj mi nisi to poslal, kaj sem tam tvoje nage slike gledala na tismu tablici. Joj, kar naenkrat se mi je pokazal. Ja, meni je drugače ful lep kolo, lepe obroči so. Mislim, sploh ne vem, kaj bi rekla, da bi kle še jaz spremenila. Ja, pa ga Razen pa sedežna oceni. opora mi je grda. Tako da ga bom ocenila, sam videz, vse skupaj, nekaj 9. Okay. Meni je ful lep. Jaz od zdaj naprej ne bom dal nobenemu ocene več kot 8, če kolesa sam ne bi imel. Tako da, Jaz bi pa imela, če bi imela grevla ta zgolj. jaz pa ne, ker sem tamle pri sosed, glih pri vama sem videl enega grevla, ki je Skota. 2 razreda lepši od tegale, pa še na unmu bi kaj spremenil. Meni Tako pa da, mehun ni lep. kar se tiče pri tem bajku, spreden konc meni ni všeč, kako je ta zgoren del nad headsetom narejen. Tako da to je to, drugače ja, nič kolesu ne fali, glede na to, da je gravel, pri sedežu pa sedežni opori je ja, tako mal smešen zgleda. Ampak ja, ne bom dal več kot 8, tako da kar se mene tiče, ja, 7,5, je pa tudi res, da na tem kolesu, da bi imel prav kaj ekstra za spreminjati, niti ne, sam bi. Se ravno z obzirom, da je gravel, mora tudi kakšno imeti dodatek. Že za gravel se mi da ima lepo narejeno tisto torbico, da nima nekih 100 torbic okoli nametanih. Pa ja, pa se pri grevlih je kar standard, da imajo. Ja, ampak tale ta jo ima princip. lepo, meni ima ful všeč tole narejen. Ja, dober. Meni. Ok. Pa imamo pa klele še od Bugota Junior, mi je sestavil kolo, za njega pa ti dam evo še najprej še tebi, da tole še pokomentiraš. Ja, ta je tak lep, clean kolo, to je pač tisto, kar je meni najlepši, bel, črn napis, ali pa pač napis kakršen koli, lahko srebrn, zlat, karkoli. Meni je to pač itak lep. A ta zid si misliš, da res vosta malo? Zgleda? Dober. Fajn, dobro, zid smo dal fotor, vsaka čas pizda. Sedeš za 500 evrov, Ja. pa imamo za dirke. Ja, no, mogoče ga je dal sam gor za tole sliko, ne. Drugače pa ja, zelo lep kolo, zelo lepo urejen, pač vedeti moramo, da je za pikota, ne, da je za majhnega fanta, tako da zato je pač sedež dol spuščen in pač ne more biti glih v nekih teh takih, deluje pač velika kolesa pa ostalo, ampak tudi ta sedež gor lepo paše na ta kolo, sedežno oporo, tako da
ne vem, kaj bi lahko sploh spremenil na tem kolesu, drugače naredil. Dajmo še OSP Vegora, ne? Je rekel, da ne bo dal vse že napisal. Ja, tako da je naš to tudi ocenam jaz 9. Okay. Definitivno. To je čuden, da sta ti bila ta oba dva z isto oceno, ampak okay. Ja, zato, ker mi je bil z vidika grevla mi je bil všeč. Jaz ga nisem ocenevala kot specialko. Ne morem ga ocenjevati Mislim, jaz ga ocenim, koliko je clean. Ja, sej clean je bil. Dobar. Jaz, kar se tega tiče, sem Bogotu že povedal, da je pač narejen, tako ko se zagre, nimam sploh karkoli, da bi komentiral, da bi spremenil, razen določenih stvari, ki se pol per performansu poznajo, ampak overall pa ja, mislim, full lep bike, bi ga tudi jaz vozil, mogo bi ga najprej sprobati, da bi videl, kako se dejansko obnese, ampak kar se tiče pa samega izgleda, kar bi jaz naredil, bi dal tukaj definitivno črno verigo gor, ker bi res zelo lepo izpadal. Pa bi bilo pa to, tako da kar se moje pojme tiče 9. Pač meni je res meni je lep bike. Ok, to je to, kar sem imela od koles. Pol mava pa, da mi povej, a je kaj posebenega zdaj še na Ziharlovi? Se bo kaj dogajalo v naslednjih tednih? Ja, v bistvu pri nas najbolj taka stvar je, da gledamo tur. Tur gledamo vsak dan, se pravi najbolj zanimivo je v tem času, ne po 3. uri, kjer rata tudi etapa malo bolj zanimiva ponavadi, pa se tudi vklopili TV Slovenija s komentatorji. Zdaj načeloma prenašamo kar v slovenščini, zdaj če bi bili izrazito tudi na eni od etap, prvi, drugi je bil za vikend, so bili sami tujci v glavnem, tako da smo pol pustili v angleščini, pa smo mi dva kle gledala na ta drugi televiziji v slovenščini, tako da vse se da, no, pri nas smo vse. Imamo vsakič eno nagradno igro, tako da včeraj so bili izbrani Norvežani in so dobili vsak eno lepo vrečko presenečenja. Malo nas je založil etap, malo smo založili velobar, malo so nam pomagali drugi potniki, tako da so vrečke kar zanimive za kolesarje. Če drugega ne, zdaj leta prvi, ko boste prišli v začetka, boste imeli lepe rumene bidone, zdaj v času tura, tako da pridite gledat tur z nami, pa mislim, da bo to kar zanimiva izkušnja, no? Da je kar zanimivo to gledati. Pri nas verjamem pa, da bolj, ko bodo etape težke, bolj, ko se bo stopnjeval, več nas bo. Zdaj ta vikend velo izleta ni, uradnega velo izleta ni. Gremo na eno težko traso, malo težjo, zdaj sicer se pravim objavljali ne bomo, gremo pa če na 10-15 nas gre na to pot maratona Alpe, ampak štartamo v lokalu in naredimo cel krog, tako da bomo naredili 170 km, pa tam je 2600-700 višincev, tako da bo kar cel dan to trajalo. Ok. Zdaj, kar se tiče, začela sva z nekimi temi nasveti za nakup kolesa za to, a ne? Zdaj bi šel pa jaz na en tak nasvet, ki je dosti očiten, pa ki se je meni najbolj letos poznal, so pa kile. Kile. Ja, se pravi, tako se mi zdi, da si tudi ti tukaj si dobila dosti teh vprašanj, kako shujšati, ti si šla lani koliko dol, 18 kil? 17 kil. Daj mi boj, koliko se ti je poznal pri sami vožnji, kdaj si se počutila tako, da se lahkotno pelaš? Koliko si mogla shujšati? Ja, jaz moram reči, da sem to porajtala, da se lažje vozim, je kar bilo kar veliko več, kot sam, moram reči, da res 10 kil. Ker sem imela tudi takrat mogoče, bilo je to čez zimo, tudi samo ta performance sem imela zelo slab, slabe številke, malo tako 2 meseca praktično nisem ne kolesarila, ne nič kaj dosti počela, tako da se mi je res poznal. In sem rabila potem kar nekaj časa in z treningi in pač s kilažo kar dosti prija, da sem se res dobro počutila na kolesu, tako da mogoče sem se, glede na to, če pripovem, da sem začela, se pravi, da smo začeli mi s temi, v januarju smo začeli s treningi, se pravi, jaz sem se res mogoče dobro počutila na kolesu nekje julija, ko smo šli v Francijo. Koliko si imela kilometrov takrat? Že kar 6-7 tisoč kilometrov za sabo sem imela takrat, pa veliko ur, pa veliko odpovedovanja. Tako da
tam v Franciji sem se jaz lani prvič res počutila tako ful dober in ker smo kolesarili vsak dan, kolesarili smo na vročini in vozila sem se v bistvu z najmočnejšimi lahko zraven. Nisem nikjer zaostajala na nobenih klancih, tako da to je kar trajalo nekaj časa in takrat sem jaz imela dobrih 10 kil manj. Okay. Kaj bi bil pa tvoj nasvet za nekoga? Zdaj na prvem mestu bo najbolj butast nasvet, kar rečem, je to, da je treba ustrajati. Imaš gotovino? 20 je direkt. A ti pošlo na račun na mail? Ne bo dal mail? Ajde. Dobro. Hvala. Ajde. Najbolj tak, se pravim, butast je mogoče, da je treba najprej ustrajati, da si morate zelo najprej v glavi pošlihtati, da si to človek želi, da bi nekaj rad shujšal. Je pa tako, tist, ki je že tako, tukaj so tudi fantje, ki trenirajo, pa so že tako suhi bili, ne? In so začeli še trenirati in tudi grejo potem s kilažem oziroma s tem maščobnim indeksom dol. Če si pa tako, kot si bil ti recimo, ne? Pa tudi velike takih, tukaj tudi na naših rundah ali pa, ki jih poznamo, ki imajo veliko preveč, recimo, kar dosti preveč kil, če bi jih dal dol, pa bi se veliko lažje lahko vozili na klanc, to sigurno. In tukaj je predvsem treba biti strikten pri prehrani, držati se enega plana, ki si ga narediš, ni mus, da imaš za to nutricista pa dietetika ali pa ne vem kaj, ker je danes že tudi ogromno nekaj napisanih enih stvari, če drugega ne sva že midva veliko povedala in tega se je pač treba potem držati. Da predvsem tisto, kar si zadaš za plan, postaviti si nek cilj, dokdaj bi rad nekaj dosegel, pa potem se držati tega, kar si zadal. In če se tega držiš, vedno to vemo, da je to. Pa potem je treba naprej ustrajati, ne da ko dosežeš ta cilj, da si rečeš, dosegel sem cilj, zdaj pa spet lahko jem, pa spet lahko pijem, pa spet ga lahko žuram, pa ne vem kaj. Ampak ne, pač tukaj treba si to vzeti v nek lifestyle potem za naprej. Če so želje, da bi se rad še, ne vem, naprej vozil dobro, ne? Če smo zdaj pri kolesarjenju pa hujšanju. Ne govorimo o hujšanju za kolo. Ja. Jaz pri sebi lahko rečem, da alkohola pijem, ne vem, če sem letos sploh deci, mogoče sem deci vina spil kdaj kje. To je bilo pa to. Kar pri meni najbolj pomaga je, da probam skozi cel teden, jaz dosti tako klinjem, ni pa to zdaj fitness zdravo, da bi rekel toliko proteinov na dan in tisti red, ampak vem, da če bi se preveč omejeval, tisto, mi je všeč, jaz še vedno jem sladoled, pico, nimam tako, je pa res, da na pico grem mogoče enkrat na mesec, hamburger tudi. Pica ni nič slabega, pa hamburger tudi ne. Odvisno kdaj. Kdaj, kaj pa kakšen. Ja. Tako da jem načeloma vse, kar pazim, je samo to, da pred pa po, pa med predvsem, da jem dost. Zato, ker če jem med dost, pol tudi, ko prideš s kolesa, nisi to klačen, kukar pa se veš, greš za 3 ure na kolo. Za nekoga, ko hujšam, to mogoče je ful težko. Ampak jaz mislim, da zhujšati začeti v sezoni je ful težko, ne? Ker zdaj, če bo kdor se bi zdaj lotil nekega ful hujšanja, mora pol vedeti, da ne bo mogel toliko zhujšati, kakor bi mogoče na začetku za sezone ali pa izven sezone celo, ne? Zato, ker če bo hujšal na polno, ne bo mogel biti na kolesu neki... Pa se mi zdi, da avtomatsko, da sploh ne rabaš, ne vem, saj vsi, ki imajo to kilka jest. Ja, ti si se nekako, ti si vsem tak, ki ne pije, pa ki ne žura, pa ki si se malo držal vsem prehrane. Zdaj pa ti to že prej nisi, a ne, tega počel. Nekdo, ki pa rad mogoče spije kakšen pivo več, pa poje ful rad sladkarije, ne. Ne sladko, ne sladkor, ampak sladkarije, ne. To sta dve različne stvari. Ali pa, ne vem, kaj je po noč, ali pa take stvari, mogoče bo to zelo težko mu, veliko težje, kot je bilo tebi pa meni. In zato si moraš narediti en red v glavi in si reči, jedel bom 5-krat na dan in to je ena od stvari, ki lahko povem, 5-krat na dan, 5 obrokov in takrat, ko ješ, poješ svoj obrok in potem ne ješ nič do naslednjega obroka, ne pa neki še vmes grickat pa glodati. Pol tukaj najbolj taka stvar, ki jo tudi ti še dost je poješ, recimo za moje pojme, ki bi ful zgubil že kil že zdavni, pa se ti ne bilo treba neki ful odpovedovati, so še vedno dost maščopa, ne. Ti še vedno dost maščop poješ,
tako kot jaz pač spremljam, pa ko vidim, kdaj ješ. Eno so jajca, naprimer. Jajca so za kolesarja, zdaj bojo me ful, bo napad, ne, na mene, ampak jajca niso za kolesarja. Žal. Jajca, mogoče beljak, ja, v določenih primerih. Tudi to, ko vidimo, ko jejo jajca pri kolesarjih, ko vidiš te omlete, pa ko to jim delajo, to je vse samo z beljakom. Ti greš zdaj v neke detajle, ne, to je čista stvar pri tebi, v tvojem primeru. Jaz se ne bom... Jajca so zame še zmer zdrava prehrana in ne bom se jaz zdaj nečesa zdravega losu. Vem, da jajc ne bom jedel za zajtrk, preden grem na turo. Sam jajca v takih velikih količinah niso zdrava, nikoli za nobenega. Ja, pa niso. To ni, mislim, za nobenega ni to v redu. Dober. To je, jaz se nam strinjal, pa me lahko prepričuje. Ja, je pa res, da jaz koliko sem šla, koliko gre večina fantov, koliko gre tudi ljudje, veliko smo na kolesu. V prvi vrsti mogoče je fajn najprej, da greš tudi ti, ne? Ti ne bi mogoče škodili. Greš kridat enkrat na let, dvakrat na let, klele imaš recimo Sinlab, pa ni Mosto, drugi imajo verjeten. En dober se imenuje projekt, v bistvu imajo paket, športnik. In ti vzamejo kri, 15 € stane in imaš noter vse tisto, kar ti kot športnik največ pokuraš, od krvna slika, klasična, se pravi holesterol, se pravi klasična krvna slika, plus določeni, se pravi vitamini in minerali, ki jih največ pokurimo, so pregledani, ne vem, magnezij, kalij, zaloge železa, ne samo železo in take stvari. In če ti tam v bistvu vidiš, ne, da imaš ti preveč holesterola in da ga imaš, ker ga ima veliko ljudi v starejših letih sploh, ne more potem jesti 2 jajca na dan. Se holesterol ni... Kaj? Ja, če tiska je 2 jajca na dan, pa ima holesterol, če bo zmanjšal ta jajca, bo definitivno holesterol padel. Če pa nekdo, pustimo zdaj holesterol, imaš lahko tudi, pa namo zdaj holesterol debatirali. Kukar jaz nimajo glih jajca vpliva na to. Ja, seveda ga imajo vse, kar je živalskega izvora, če pretiravaš s tem. Pustimo une, ki ne jejo nič, pa imajo velik holesterol. Bolj je problem, kaj ješ ti zraven jajc. Ja. Ja. Kaj pa ti ješ zraven jajc? Ja, mislim... Fora je, da je bolj določene maščobe, ki jih boš ti zraven jedel, so slabš, kukar pa jajca sama če še ocvirke zraven ješ, pa zmago. Ja. Jih lahko poješ tudi 10 na dan, pa ne boš imel zaradi tega dvignenega holesterola. Ja, seveda ga boš imel, če si jih temu nagnen. Okay. Ne bova šla zdaj mi, da te zdravstvene, ker definitivno niso usposobljena za to. Bolj sem te jaz spraševal za neke simple nasvete. No, se pravi, da moj nasvet je pa biti ustrajati, postaviti si cilj, pa jesti obroke, majhne obroke večkrat na dan in tudi, če boste jedli jajca ali pa maščobe, se definitivno slejka prej pozna. Ja. Ja, jaz bi tudi to, kar sem že na začetku v enem videu, se pravi, ko sem se pripravljal za novo sezono, ko so bili neki nasveti, tam, da si najprej zadate, koliko ur na teden trenirate, vidite približno, koliko pokurte takrat in si glede na to pol zadejte pol tudi nek urnik. Zdaj jaz, kar se tiče urnika hrane, nimam tako kot Petra, ker se ga ne morem držati, oziroma bom tako rekel, sem pol živčen, če ne morem ob uni uri jesti in pol pojem lahko ful preveč pri naslednjem obroku, tako da jaz tega nimam, pa zdaj zadnji mesec, 2 padam približno 400 do 600 gramov na teden dol s kilami in mi je to čist ok. Če kdo hoče pa več, ja si dejte pa najboljš kot ti, da imaš enega, ki ti prav piše točno in pol, ki si toliko cajta noter, se ti zdaj že na pamet veš, da ja, ne rabim ben več. Ja, jaz dejansko ne raboš, ne. In je to tono. Tako da simpel na sveti, probite padati v eno rutino, pa če se le da, čim manj alkohola, ker to je najslabš za tiste, ki hočete skušati. Tako da, evo, malo to? Ja. Ok, do naslednjič, če hočeš probati kolesa niš, mi pište, se pravi, popusti so pa praktičen komplet ponudbo, ki jo imamo, tako da se vidimo na Ziherlovi 10, pa nič spremljite tur, pa navijite za naše, danes je pa kronometer. Tako da naslednjič pokomentirava vse, kar se je dogajalo do torka, ponedeljka, naslednji teden. Ja, ker zdaj imajo Frej dneve imajo ob torkih. Vsi so torki? Mislim, da ja. Ja, zdaj prvi vem, da je tork. Ja, ker je Bastille Day, ne? Ja. No, saj vem, da enega imajo. Ja, ta vem, da je zdaj tork, tisto kako pa je pol, pa ne vem. Tako da, nič. Tako da, evo. Sončki, čau. Se vidimo.